No, zdaj bi se ugledali malce zelenorez breskve, in sicer če rečemo dva tipa zelene rezi, dva načina zelene rezi oziroma dva časa zelene rezi. Predvsem za zgodnejše breskve bi rekel, da breskve, ko smo jih obrali, naredimo delno zeleno rez, ki jo pa ponovimo še enkrat, mogoče čez en mesec. Kaj je cilj? Da prezračimo notranjost krošnje zopet in pa da odstranimo poganjke, ki menimo, da so odveč. Breskva namreč raste zelo intenzivno, zelo senči notranjost. S tem, ko mi odrežemo take odvečne poganjke, bomo dali hrane več v druge poganjke in zato bojo te lepše oleseneli, nastavili cvetno brstje in bo rastlina lepše cvetela in rodila naslednje leto. Preden, predvsem na obranih breskvah, se lotimo zelene rezi, oziroma rečemo kar sproti, pa poskusimo odstraniti vse, kar je ostalo gor od plodov. Predvsem poudarek je na tako imenovanih mumijah, namreč to je vir okužbe, marsikakšen plod mogoče je zgnil, ni odpadel, se je zasušil, to avtomatično samo sproti odstranimo, vržemo na tla in to hitro zgnije, deževniki pridelajo in na drevesu ne bo to vir okužbe. Tudi se zgodi, da nam kakšen poganjek se zasuši zaradi različnih stvari, tudi to sproti odstranimo. Pri zeleni rezi bi najprej rekel to, oziroma poudaril, da se lotimo od tal proti vrhu, pod težo se je marsikakšna vejica pretirano upognila, veja pretirano upognila, to enostavno se reče podrežemo, zato da bo to bolj nekako šlo navzgor, lepše bo dozorelo in tudi delo pod krošnjo bo bistveno lažje. Potem se preselimo v višji del in s preudarkom ne pretiravamo, ampak s preudarkom izrezujemo predvsem samo navpične poganjke. Gremo po hrbtu veje in odstranimo, mogoče, če gremo tako čist en nasvet z receptom, vsak tretji tak poganjek, celo na koncu še odvedemo, da ni vse skupaj preširoko. In kaj smo naredili? Lepo je vidno, da je vse skupaj svetlejše in posledično ne bo bolezni, predvsem pa se bojo te poganjki pričeli leseneti, iz zelene barve bojo postajali taki temni, leseni in je to delo, ki ga se splača opraviti. Poudarjam, na breskvah, ki so zgodne, to naredimo po obiranju. Seveda pa pri zeleni rezi tudi malce upoštevamo, če nam mogoče v tem delu manjka kakšna veja, tako vejo upognemo, konkurenčnega pa izrežemo. S hrbta izrežemo pretirano dolge. Moram pa poudariti, da pri breskvi vseeno ne smemo pretiravati in izrezovati vseh teh navpičnih poganjkov, ker nam to služi kot nadomestni les za spomladansko rez. Namreč pri breskvi je značilno, da moramo delati čepe, zato pravim, pustimo kakšen tak lep poganjek tudi navpičen in izrezujemo resnično samo tiste resnično predolge. Tole, tu, tudi kakšne šibkejše in pa tole. In na tak način, vidimo, smo prerečili, svetlobo spustili in je to opravljena zelena rez. Zopet nasvet, ne celotne breskve v enem delu obrezati, ampak na vsak teden po nekaj vej, s tem drevesa ne bomo prebudili v rast in bo lepo umirjen in lepo bojo oleseneli vsi ti poganjki. No, pri breskvah, ki so rodne, se tudi splača narediti zeleno rez in izrezati kakšne odvečne poganjke, predvsem s ciljem, da osvetlimo te plodove, da bojo še slajši in še bolj aromatični.
Seveda pri tem delu moramo biti pazljivi, da ne otresamo plodov. Enostavno izrežemo, takoj vidimo, sonce je prišlo do rastline. Tu pa lahko celo puščamo kakšne takele čepke z nekaj listi, namreč te listi tudi v okolici plodu dobro prehranjujejo ta naš plod. In na tak način se zopet preselimo na celotno krošnjo in presvetlimo celoten del plodov. Sonce je prišlo na plodove, plodovi bodo resnično še bolj aromatični in slajši. No, ko nekako upravljamo zeleno rez na breskvi, ko presvetljujemo krošnjo, osvetljujemo plodove, seveda tudi zaradi poškodb, vidimo plodove, ki so gnili, poškodovani, v tem času enostavno tudi tak plod odstranimo in na tak način si potencial gnitja na ostalih plodovih odstranimo. Tako da v tem času resnično ta zelena rez se splača na breskvi jo opraviti.